To, da živimo v svetu, ki se spreminja, veste vsi, eden od temeljnih značilnosti tega procesa je seveda globalizacija. In ključno vprašanje, ki se v zvezi z globalizacijo pojavlja, je, ali je to proces, ki nam prinaša več dobrega, več priložnosti, ali je na nek način tudi prijetna našemu razvoju in vsemu tistemu, kar odlikuje lepo in dobro življenje. Ko smo pred kratkim delali analize, kako vidite globalizacijo, kje vidite njen najbolj, kateri proces je najbolj pozitiven v kontekstu globalizacije, je bil odgovor brez dvoma znanost in tehnološki napredek. 62% ljudi je odgovorilo, da je to pozitivno in 15% jih je bilo, da pričakujejo negativen učinek strani tega procesa, ki je seveda realnost. Vse ostale stvari od demokracije, solidarnosti, ekonomske rasti, okolja, zdravja in tako naprej so krepko zaostajajo za tem podatkom. Skratka, v današnjem času je očitno, da je znanost izjemno pomembna in da tudi lahko pričakujemo, da bo imela izjemno pomembne učinke na svet, ki je drugačen, kot je bil doslej. Finančna in ekonomska kriza seveda zaznamujeta tudi pogled na znanost. Pričakujemo iz podatkov, ki smo jih doslej imeli, ki so na razpolago, da bodo predvsem zasebna podjetja verjetno znižala vlaganja, zaradi tega je odgovornost vlad, da povečajo vlaganja strani javnih sredstev toliko večja. Primerov je dovolj, najbolj tisti, ki nam je najbliže, je primer Finske v 90-ih letih prejšnjega stoletja in res sem vesel, da sem videl, da v predlogu proračuna, ki ga je pripravila vlada, da je predlagala tudi povečanje sredstev za znanost in raziskave, kar pomeni, da dobro razume, pred kakšno dilemo se pravzaprav nahaja. Skratka, v takih časih, kot so danes, je pomembno spodbujati potrošnjo, je pomembno spodbujati investicije, vendar ne samo, da je potrebno spodbujati oboje, pomembno je tudi, kakšne investicije in kakšno potrošnjo spodbujate. Iz krize bo nekoč konec in vprašanje, ki si ga moramo danes postavljati, je seveda, v kakšni obliki, kako močni želimo priti iz te krize. In tu so seveda vprašanja, ki so vezana tesno na znanost in raziskave v ospredju. Ena temeljnih vlog znanja in znanosti je ne le zmožnost ustvarjati, odkrivati več in bolje, ampak tudi bolje razumeti svet, v katerem živimo. Dva odnosa sta izjemno pomembna in sta tudi pravzaprav povezana z današnjim dogodkom. To je odnos med znanostjo in javnostjo, kjer javnost mora razumeti, zaupati, podpirati znanstvene dejavnosti, in pa med znanostjo in politiko, kjer je to, kot je že Pavle dejal, ker je zelo pomembno, da so sprejete odločitve, ki jih politika sprejema, temeljene na znanju, temeljene na konkretnih raziskavah, analizah. Denimo v Evropski komisiji nobenega predloga, ki ga damo v proceduro, ne smemo dati v proceduro, če mu ni priložen na koncu tudi ocena posledic tega predloga. Na ta način želimo to povezavo narediti, kolikor je le mogoče tesno. Nekaj zanimivih podatkov z analize, ki je pomembna za to, kar pravzaprav danes predstavljamo. Naredili smo jo približno dobro leto nazaj, oziroma objavili smo jo približno dobro leto nazaj. Vprašanje je bilo ljudem, katera novica vas najbolj zanima. Na prvem mestu se je znašel, imeli ste možnost, da izpostavite 3 odgovore. Na prvem mestu se je znašel šport, na drugem zabava, znane osebnosti, potem politika, umetnost, kultura, na 5. znanost, pri čemer so razlike med zadnjimi 3 pravzaprav zanemarljive, šport pa kar precej odstopa. Tebi se tudi osebno kar hitro pridružil temu. Če bi pogledali potem, kako je bilo to za Slovenijo, je šport še bolj odstopal kot v povprečju v Evropski uniji. Znanost je bila pa, na drugem mestu je bila ekonomija, v nasprotju z povprečjem Evropske unije, potem so bile pa nekje skupaj znanost, politika in pa zabava ter znane osebnosti. Skratka, to ljudi najbolj zanima. Na vprašanje, ali vas znanost zanima, je 57% Evropejcev odgovorilo v povprečju zelo ali kar močno. Slovenci smo bili tik nad povprečjem Evropske unije, 60% Slovencev je odgovorilo pritrdilno. Na vprašanje, katero področje vas najbolj zanima, je bilo daleč predvsem področje medicine z 62%. Imeli so možnost izbirati maksimalno 2 odgovora, na drugem okolje 43%, potem pa že bistveno nižje energija 19%, informacijska tehnologija 17%, biologija 16%, vesolje 14%, telekomunikacije 11%. Skratka, da začenjamo z profesor Jeralo, je očitno tudi z vidika javnosti prava odločitev. Ali ste zadovoljni z
informiranjem znanosti. 56% Evropejcev je odgovorilo da. Zanimivo je, da je tu skoraj da na vrhu skupaj s Finsko, ki ima 76, Slovenija, ki ima 75%, 75% Slovencev je zadovoljnih z tem, kako so informirani o dogodkih, ki se dogajajo na področju znanosti in raziskav. In potem še ključno in zadnje vprašanje, ki je vprašanje tega, kdo in na kakšen način naj ljudi in tudi politiko informira. In tu je bilo odgovori, ki so bili možni, ali naj bo to novinar, ali naj bo to znanstvenik, ali naj bosta oba skupaj, ali kdo drug. In daleč je odgovor najvišji za znanstvenik. Recimo v povprečju Evropske unije 52%, v Sloveniji 57%, da naj to naredi novinar, je bilo v EU 14%, v Sloveniji 17%, da naj to naredita skupaj, je bilo v Evropski uniji 20%, v Sloveniji pa 23%, napisan je z rumeno, zato malo slabš vidim. Ampak želim vam povedati, da na ta način lahko pridemo do zelo zanimive ugotovitve. Znanstveniki imajo veliko priložnost in hkrati tudi veliko odgovornost, da opravijo to nalogo odnosa do javnosti in do politike. In v 7. okvirnem programu, če karkoli delamo sistematično, delamo tudi to, da poskušamo v vse projekte predvideti tudi že nujnost komuniciranja z javnostjo oziroma posredno seveda na ta način tudi z politiko. Zato je ta pobuda, ki bo danes lansirala na inicijativo ministra Golobiča in pa seveda predsednika Državnega zbora gospoda Gantarja, je odlična. Je točno pobuda, kakršna sodi v vseh pogledih, kakorkoli analizirate ta vprašanja v evropski čas in prostor. Še toliko pa bolj v slovenski čas in prostor, ki je seveda tudi moj prostor.